Je prvi poklicni učitelj joge in somatike v Sloveniji in zadnjih 18 let gre vsako leto za 2 meseca v tujino, kjer se uči od najboljših učiteljev, ki jih premore naš lepi zeleni planet. Njegovo znanje je dragoceno in danes ga bo delil z nami. Pozorno, torej, in lepo pozdravljen Blaž Bertoncelj v naši družbi. Živjo. Danes bova govorila o bolečini in o konkretnih metodah, tehnikah, kako se temu izogniti, umiliti na takšen način, ne? V telesnih fizičnih bolečinah. Včasih se pri jogi srečujemo tudi z drugimi vrstami. Tako, ja, mnogokrat so bolečine subjektivno zaznane v telesu, tudi če imamo kakšno organsko okvaro, kakšno bolezen, bistveno več, kadar imamo kronično mišično napetost v telesu, kar vsi do ene mere imamo. Enih od oddaj sva več govorila, bolj teoretično v različnih paradigmah, zakaj nastajajo. Torej, lahko nastajajo zaradi nekih poškodb, pa velikokrat nastajajo zlasti kronične bolečine zaradi psiholoških napetosti. Ampak težko včasih direktno te psihološke napetosti sprostiti, zato obstaja cel kup načinov v jogi in somatiki, kjer lahko preko različnih vstopov k človeku pomagamo preko različnih tehnik sprostiti te napetosti. Zdaj, najbolj očitno je, da preko telesa želimo sprostiti telesno napetost, kar seveda je možno, kar ogromno delamo v različnih tehnikah v jogi, v tako imenovanih teh praks yoga asan, a pa somatskih vajah, ki za mene so neka zahodna vrsta joge. Tako da, odvisno, kje imamo bolečino, želimo preceniti, kakšen mogoče nov vzorec giba želimo ali v tem mestu bolečine ustvariti, ali pa v drugem delu telesa. Jaz pogosto se poslužim, če ljudje pridejo k meni individualno s hujšimi bolečinami, če jih boli vrat, ni nujno, da bom delal na vratu. Lahko bom delal na ramenih ali pa kolku, ali pa na trebušnem delu, ali pa na hrbtu in potem vidimo, kako se potem vrat odzove. Nekaj telo je celota, telo je sistem. Ampak bistveno je, da vemo, da mnogo ljudi instinktivno, sploh tudi, ko se ukvarjajo z jogo, včasih tudi učitelji niso dovolj specifično natančni pri učenju, želijo, ker jih nekaj boli, raztezati. Recimo me boli vrat, pa bi rekel ta stran vrtu, recimo me boli in bom šel v kontragib, pa potisku, pa se raztezo, pa kakršnikoli gibi, ki obstajajo, v stretchingu ali pa v jogi. Treba je izpostaviti, da to mnogokrat ni v redu, mnogokrat samo še slabše. Ampak instinktivno zgleda, da bo bolje. Zato je treba biti previden, da se dela majhne gibe, drugačne vzorce gibe, ne tam, kad te boli, kot sem rekel, veš lahko en drug del telesa, ali pa predvsem je tudi razumevanje, da včasih, če neka bolečina v enem delu telesa, da je boljše narediti blage vaje, tudi krepitve, ne samo dinamike raztezanja ali pa gibljivosti. Tako da to se mi zdi zelo pomembno. Druga stvar je pa, da v jogi, v jogaterapiji se lotevamo bolečin lahko preko drugih medijev, ne direktno dostopamo v telo preko telesa, ampak naredimo kaj? Lahko uporabljamo vizualizacijo ali pa meditacijo. Če si predstavljamo, da v jogi se to imenuje pratipakša bhavana meditacija, kjer želimo nasprotno kvaliteto razviti, se pravi, da vizualiziraš ali pa meditiraš na neko drugo kvaliteto, ker bolečina je napetost, zmanjšanje prostora v sklepu, v mišici in seveda to potem pritiska na živce in povzroča bolečino. Ampak lahko dobro vpliva na telo in zato preko uma si lahko predstavljaš. Odlično. Greva kar v konkretno akcijo. Ja. Recimo, če naj boli vrat, ali pa nasploh posamezni deli hrbtenice pa ramena, ker je toliko pogosto. Bova pogledala eno sekvenco, ki jo jaz terapevtsko apliciram, imenuje se bojevnik 1. Bojevnik 1, Virabhadrasana. Ti boš bojevnica, bova šla z levo nogo naprej, z desno nazaj, stabilnost v zadnji nogi in bova dala levo dlan na levo stegno in bova z vdihom krčila levo koleno in levo dlan premikala proti levemu kolenu, potem desno roko dvigujeva in aktivirava hrbtenične mišice, blagi pogled gor. In v prijetno dolgem izdihu se zravnava, roko spodnjo, desno roko iztegneva dol. Dajva še enkrat ponoviti, tako da čutva blago prebuditev ekstenzij hrbtenice, ne vrat ekstremno nazaj, ampak do točke udobja, sploh če predpostavimo, da nas boli. Zdaj narediva drugi gib, isto krčeva sprednjo koleno, sprednjo roko, ampak zdaj z vdihom gre desna roka v stran. Tako da izvedena še blaga rotacija, zasuk in izdih se počasi izravnava in iztegne sprednjo nogo. In dajva ponoviti še enkrat. In zdaj, če bi naj res bolel vrat ali pa ramena, iščeva
nenasilen obseg giba in iščeva lahkoten dih. Upam, da delate zraven, ker če jaz delam to v krilu, potem... In najbolj primerno, ampak lahko, recimo, da lahko delaš. Je zelo pomembno v jogi in pri zmanjšanju napetosti, da imamo zavedanje dobro. Da ponovadi, kada nas nekaj boli, želimo zbežati stran od občutkov. Ampak tukaj pa fajn, tukaj pa fajn, da ostanemo z občutki, da predihamo bolečino in da najdemo nek vzorec giba, neko tehniko, ki ni boleča in pa raziskujemo, kaj nam bo ustreza. Ni za vsakega človeka vse. Ok, se pravi, da smo recimo svetlele, boli, ne, da narediš vžuš, ne, ampak da ostaneš tukaj pa... Ne, če te kle bi bolelo, če narediš gib, če zmanjšaš gib, kakor ga začni na novo. In jaz bi ti rekel, zdaj samo 70% giba narediš, stop tukaj in vrat sledi ramenu in roki in potem se počasi izravnava. Se pravi, gre za to, da zavestno komuniciraš z bolečino, z napetostjo, ne da greš v njo. Ker telo je majhen otrok in ne želi nič na silo. In naše napetosti sploh so majhen otrok. In je treba z njimi komunicirati, vzpostaviti dober odnos. To je tudi temelj joge, pa vsake terapije. Dober odnos s seboj. Z gibanjem, z dihanjem, sami seboj predvsem tudi. Hvala, to je bilo super. Upam, da boste tudi vi doma prakticirali vse te stvari. Evo, se lahko kar usedeva, malo popijeva. Ja, krasno. Evo, še eno kratko vprašanje. Omenila sva torej meditacijo. Kaj pa recimo kakšne mantre? Mantre ali uporaba zvokov, to je del tradicije joge. Kdorkoli odprt za to je super terapevtsko aplikativno. Zlasti zato, ker z mantrami imajo pomen, določeni nimajo toliko pomena, ampak zvok je vibracija in če ne drugače specifičen zvok, ki ni nujno, da je res sanskritska indijska mantra, za uporabo zvoka, sprostilen zvok kot je malo dlje časa izgovarjaš oziroma napol zapoješ, na ta način izdih podaljšuješ. In kaj se zgodi v naši nevrofiziologiji, ki izdih podaljšamo, sprostini odziv telesa in uma se sprosti. Najlepša hvala za tale klepet. Lepo prakticirajte. Kaj več pa tudi na www.klepetobkavi.si.